Mali koraki za velik cilj. Ena največjih dobrodelnih akcij pri nas. Dobrodelni tek naše medijske hiše, ki ga je pred 4 leti uspešno zagnal kolega iz oddaje Svet na kanalu A, Jan Golja. Zaposlene na ProPlusu je obul superge in po dolgem in počez smo pretekli vso državo in tako pomagali. Prvo leto otrokom z Downovim sindromom, drugo leto otrokom z avtizmom, lani in letos pa socialno ogroženim družinam z otroki plačujemo položnice. Jan Golja je ime tedna. Smo brez prihodka razen otroškega dodatka. Koliko imate otroški dodatek? 113,78 evra. In to je vse? To je vse. Utrujena sem od tega, v bistvu vsak mesec, v bistvu 11 let že, ko se skozi borim za preživetje. Tega se najbolj bojim, da ne bomo imeli otroci kaj jesti, da ne bomo mogli plačati položnic. To so družine, lani jih je bilo 23, ki so se znašle v hudi finančni stiski. In tem ljudem, skritim pod kapuco, ki si ne morejo pomagati sami, pomaga pri plačevanju položnic Jan Golja, novinar oddaje Svet na kanalu A, oče in idejni vodja Malih korakov. Če ne bi imel takih sodelavcev, če me ne bi podprli sodelavci, vsi na ProPlusu, dejansko ne bi mogli te ideje izvesti. Skromen, a z velikim srcem in enim ciljem. Pomagati. Pomaga zato, ker je družbeno odgovoren in verjame, da lahko naredi razliko. Nasmeji nenasmejanem, vrne vero, upanje tistim, ki ne znajo več upati in zato, kot pravi, koraki. Mali koraki. Mali koraki za velik cilj! Že 4. leto zapored. Leta 2011 je pomagal otrokom z Downovim sindromom, naslednje leto je pomagal otrokom z avtizmom, lani in tudi letos pa socialno ogroženim družinam plačuje položnice. 4. leto, vsako leto pokažemo, kam gre 38.000 evrov 500 prvo leto. Drugo leto 43, lani 71 in cifre seveda ne smemo izdati, akcija traja do 31.10. In je vsako leto večja in bolj prepoznavna. 3, 2, 1, gremo! Jan je zaposlene na ProPlusu tako obul športne copate in pretekli smo. Celo Slovenijo po dolgem in počez. Štela je vsaka kapljica znoja, vsak kilometer. Teci! Karuj! Posrečuj! 1919 Svet! Prizanesel pa nam ni noben klanec, nobena kaplja dežja. Glas o akciji pa smo ponesli na vse konce, med ljudi. A mnogi si zastavljajo vprašanja, ali je na tej točki zatajila socialna država, ali je naloga medijev, da s takšnimi humanitarnimi akcijami pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo. Humanitarne organizacije delajo namesto Ministrstva za socialo. Jaz pričakujem, da bo Ministrstvo za socialo v tej menjavi dela naredil tudi kaj namesto medijev. Najlažje je zdaj reči, socialna država je zatajila, zakaj bi mi tekli? Ne. Jaz bi pa recimo pričakovala, da je s Centrov za socialno delo, z Ministrstva za socialo, na teh humanitarnih akcijah, ki jih pripravljamo, veliko sodelujočih. Nimam pa podatka, koliko jih je v resnici. Ali se jim ob 4 služba konča. Če jaz želim nekomu pomagati, mi vsi želimo nekomu pomagati, takrat ga bom pustil, da strada, naj čaka državo. In zato mali koraki iz leta v leto postajajo vse večji. Tako kot sem ponosen na vse svoje sodelavce, sem ponosen na vse vas pred ekrani, ker dejansko vi ste tisti, ki naredite razliko. Mi odtečemo, mi gremo preko svojih meja, ampak vi pošiljate SMS-e in vi spremenjate življenje. Tako da res hvala. Čeprav se je Svetov tek sinoči zaključil na stadionu Bonifika v Kopru, s tem akcije ni konec. Dobrodelna akcija teče še vse do 31. oktobra. Še vedno lahko pomagate tudi vi in sicer pošljete SMS sporočilo na 1919 s ključno besedo Svet in darujete 1 evro ali Svet 5 in darujete 5 evrov. Hvala tudi v našem imenu.